Že v šoli ste rada risala in potem vas je pot peljala samo naprej, kako? Dober dan, ja, jaz sem že iz otroštva oziroma prej risala, ko govorila, ustvarjala razne karikature, junake in šla na prvo šolo, kjer se je to ustvarjalo in to je bil EGSŠ v Radovljici. Tam me je pa pot enostavno pripeljala v dizajn in tudi zdaj nadaljujem to pot. In kje študirate? Zdaj sem zaključila študij vizualnih komunikacij v Trzinu na fakulteti za dizajn. In kaj vam pomeni današnja nagrada ob občinskem prazniku občine Radovljica? Današnja nagrada mi pomeni eno potrdilo, da delam nekaj prav in da se trudim in da je ta moj trud poplačan. In tudi ta nagrada mi bo vnaprej prišla še kako prav, ker bom lahko tudi kupila novo programsko opremo in tako tudi probala poglobiti svoje znanje. Tudi Mestni muzej Radovljica je med dobitniki tokrat plakete Antona Tomaža Linharta ob občinskem prazniku. Zakaj jo dobivate in kaj za vaš muzej to pomeni? Muzeji radovljiške občine imajo 5 enot, ena od teh je Mestni muzej in za Mestni muzej smo leta 2016 pridobili mednarodni projekt Ustvarjalna Evropa in sicer kot glavni partner in koordinator še z 3 partnerji, občino Fermo iz Italije, potem urbanim centrom iz Srbije, ki je zastopal mesto Topola in zgodovinskimi mesti Škofja Loka. V tem projektu smo se soočali z digitalno tehnologijo in pravzaprav pripravljali končni produkt tega projekta, naj bi bil ustvariti eno platformo za pametne telefone, s katero predstavljamo naše zgodovinsko mesto. To nam je lepo uspelo, vendar pa je bila pomembna tudi pot. Pot pa je bilo veliko sodelovanja med partnerji, veliko komunikacije in pa tudi navezava kontaktov z našo lokalno skupnostjo, z našimi ciljnimi skupinami, ki so bili od vrtčevskih otrok pa do upokojencev. Skratka, pri njih smo iskali informacije, pri njih smo preverjali naše ideje, dokler ni prišlo do končnega rezultata. In kaj za vas pomeni ta nagrada za Mestni muzej? Za nas pomeni ta nagrada gotovo eno priznanje, gotovo eno zadoščenje, kajti projekt ni bilo lahko peljati, tudi ga ni bilo težko dobiti. Šlo je tudi za kar znatna sredstva, ob tem se zahvaljujemo tudi občini, ker nas je podprla v tistem delu, kolikor ga je bilo v projektu predvidenega. Za nas je to pravzaprav resen takle impuls za nadaljne podobne projekte lahko in seveda gotovo ena koristna izkušnja. Dobivate medaljo ob občinskem prazniku občine Radovljica. Zakaj jo dobivate? Za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila in prenašanje tega na mlade folklornike. Mladim ste že prenesli ljudsko izročilo? Nisem jih štela, ampak jih je pa v folklorni skupini 70, v 2 skupinah v bistvu. Kaj za vas pomeni vse to? To pomeni tudi včasih stres, pa veliko dela, predvsem pa veselje. Veselje zato, ker otrokom ni težko priti na dodatne vaje, zjutraj, popoldne, kdaj med poukom, pa potem morajo nadoknaditi stvari. To njihovo veselje, pa tudi zdi se mi zelo pomembno. Sploh zdaj na prepihu teh tujih kultur, se mi zdi, da lažje sprejemamo druge, če poznamo sebe. In pač tudi nacionalna zavest, to je del karakterja, del osebnosti. Pri občinskem prazniku občine Radovljica dobivate plaketo občine Radovljica, Linhartovo plaketo. In zakaj jo dobivate? Namenili so mi jo za delo z mladimi na gledališkem področju, kar mi je pravzaprav eno tako posebno veselje, ker se plaketa imenuje tako kot naša skupinca Linhartovi čuki. No, drugače gledališko tradicijo imamo mi na šoli že zelo, zelo dolgo in se trudimo jo ohranjati. Predvsem se trudim tudi, da otrokom tiste kulturne vsebine, ki jih v šoli pač organiziramo in prirejamo, pripravimo na enem dovolj visokem kakovostnem nivoju, da imajo res dobre kulturne vsebine. No, v obrazložitvi so pa med drugim navedli tudi, da mi poklanjajo oziroma podeljujejo to nagrado za moje
lastno povezovalno oziroma delo na odrih. Tako da jaz sem te nagrade zelo vesela, seveda pa to hkrati pomeni, da se bo treba truditi mogoče še bolj naprej. V občinskem prazniku občine Radovljica dobivate posebno medaljo za projekt Oživimo srce, ki ga vodite že kar nekaj let. Ja, res je, Stanjo Leskovar dobiva medaljo za projekt, katerega sva zasnovali in ga vodiva, peljeva že od leta 2016. Zato, da je pa tako uspešen in da dobivava medaljo, pa so zaslužni vsi naši, ki sodelujejo z nami, pomeni prvi posredovalci, inštruktorji, ki sodelujejo v naših izobraževanjih, občina, ki pomaga pri in suportira opremljanje z AED-ji, z polavtomatskimi defibrilatorji, ter vsi laiki in ljudje, ki so bili voljni priti na naše tečaje in so dvigali zavest o pomembnosti oživljanja v naši občini. In precej ustanov ima že defibrilatorje tukaj v radovljiški občini. Ja, precej. Trudimo se predvsem, da bi bili defibrilatorji nameščeni v bolj oddaljenih krajih, področjih, zato ker je tam dostopni čas za NMP toliko daljši in je pač toliko bolj pomembno, da ljudje lahko sami uporabijo ta defibrilator pri oživljanju, če ga seveda znajo, zato tudi nudimo tečaje in v bistvu projekt pomeni opremljanje z defibrilatorji, izobraževanje laikov in izobraževanje prvih posredovalcev. Vi dobivate nagrado v občinskem prazniku občine Radovljica, ste inženir elektrotehnike. Ste bili že v mladih letih zainteresirani za tehniko, elektrotehniko? Ja, mislim, da to se ta želja skozi stopnjuje in ja, raste z posameznikom naprej. Kje študirate? V Ljubljani, na fakulteti za elektrotehniko. To je prva stopnja in potem naprej? Prva stopnja, ja, zdaj sem pa prvi letnik magistrskega študija avtomatike. In kaj vam pomeni današnja nagrada in zakaj jo boste porabili? Zakaj bom porabil še v bistvu, ne vem, verjetno za kakšne financiranje nadaljnega študija. Nagrada pa pomeni neko priznanje za preteklo delo. Tudi vi dobivate nagrado v občinskem prazniku občine Radovljica, ampak to pa se da naredi velikokrat, da bi bila dva brata v istem poklicu. Ja, ne vem. Očitno nam je dobro rad, ali so bila pridna. Ste pa vi študirali? Prosim? Kje ste vi študirali? Isto v Ljubljani, samo da imam majhen drugačno pot kot moj brat. Jaz sem prvo stopnjo naredil fiziko in potem šel na elektrotehniko na magistrski študij. Čestitke in nagrada naj vam dobro služi. Hvala lepa. Vi dobivate nagrado v občinskem prazniku občine Radovljica za vaš magisterij glasbe. Ste že v začetku, ko ste bila še otrok, rada pela? Ja, seveda, pojem že od malega, sicer sem začela svojo glasbeno kariero kot violončelistka, a presedlala v petje, tako da sem že maturirala iz petja, zatem nadaljevala študij v Gradcu, v Avstriji in potem se vpisala na magisterij v Nemčiji, v Kölnu in z januarjem magistrirala. In sedaj ste operna pevka. Tako, to sem po poklicu. In kje najpogosteje nastopate? Trenutno sveže, samozaposlena v kulturi v Sloveniji. Nastopam seveda v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, kamor sem poklicana. Nagrada vam bo prav prišla in zakaj jo boste porabila, že veste? Nagrada mi bo seveda zelo prav prišla, porabila jo bom najbrž za stroške, ki jih imam stalno s potovanji, plačevanje hotelov in letalskih kart in podobnega. Iskrene čestitke. Najlepša hvala. Dobivate Linhartovo plaketo ob občinskem prazniku. Seveda v letošnjem letu ste praznovali častitljivih 60 let in verjetno imate še veliko aktivnosti na Ljudski univerzi.
Seveda, pač na Ljudski univerzi Radovljica vedno sledimo trenutnim trendom, tistemu, kar ljudi zanima, kar potrebujejo ali za svoje delo ali za svoje vsakdanje življenje. Tako da imamo ves čas nove programe izobraževalne in ljudje se zelo radi vključujejo. Kaj za vašo ustanovo, za Ljudsko univerzo Radovljica pomeni današnja plaketa za vas vse skupaj, ki delate? Ja, vsekakor ena pohvala, neko priznanje, da delamo prav, da delamo dobro, ker pač mi delamo v takem sistemu, da se kar precej moramo truditi, da pridobimo sredstva za svoje delovanje, večinoma so to evropska sredstva, tako da je včasih kar težko in v bistvu potem vidiš, da se splača potruditi. Čestitke in naj vam bo ta plaketa v ponos. Hvala lepa.